Lanska predstavitev orodja ChatGPT je pokazala osupljivo zmožnost računalnikov in drugih elektronskih naprav, da se z uporabniki in uporabnicami pogovarjajo v njihovem jeziku. Same elektronske naprave pa so postale glavno orodje, s katerimi uporabniki dostopajo do storitev informacijske družbe, se informirajo in zabavajo, izražajo svoje mnenja ali ustvarjajo, nakupujejo, tudi plačujejo davke in uporabljajo druge e-storitve. Vse to je postalo novo jezikovno okolje, v katerem slovenščina vse prevečkrat ni v celoti navzoča. Mobilnike iPhone podjetja Apple uporablja že približno četrtina slovenskih državljanov in državljank, a njihovi uporabniški vmesniki še vedno niso prevedeni v slovenščino. Glasovni asistenti v pametnih napravah, zvočnikih ali avtomobilih prav tako ne razumejo ali ne govorijo slovenskega jezika. Odločitev za podporo slovenščini je po veljavni zakonodaji celotno prepuščena proizvajalcem elektronskih naprav, saj je bil sedajni zakon o javni rabi slovenščine sprejet pred 20 leti in ni predvidel novega jezikovnega okolja. Če je na večjih jezikovnih trgih obstajal dovolj velik tržni interes za podporo nacionalnim jezikom, to za slovenščino ne velja. Zato smo na Ministrstvu za kulturo ocenili, da mora to postati podpora slovenščini na elektronskih napravah tudi zakonska obveznost. Ustanovili smo medresorsko delovno skupino za prenova zakona o javni rabi slovenščini in tudi obvestili vse deležnike, da jih čakajo nove in strožje zaveze. Takoj so se odzvali tudi pri Applu in lani spomladi smo se z njihovimi visokimi predstavniki sestali v Bruslju, kjer smo jim povedali, da bo polna podpora slovenščini po novem obvezna. To pomeni tudi, da bodo morali po novem Applove naprave znati slovensko. Prav tako bodo morali slovenščino podpirati avtomobili z naprednimi uporabniškimi vmesniki in druge naprave, preko katerih državljani dostopajo do storitev informacijske družbe, iz katerih bi bili lahko drugače izključeni zaradi slabšega znanja tujih jezikov.